Tomaž Kovšca, mojster športno-dokumentarnih televizijskih dram s premiero novega filma o etapni dirki Cape Epic. Kako bi predstavil ta film nekomu, ki pade z Lune in ne ve niti za gorsko kolesarstvo, niti za to preizkušnjo? To je pa zelo težko vprašanje, ampak kdor si ga bo ogledal, bo lahko videl, kaj se pravzaprav na Cape Epicu dogaja. Spoznal bo, zakaj gre na tej dirki, se pravi, da je to dirka parov in tako naprej. In spoznal predvsem zgodbo Petra Vesela in pa Ivone Kraft, ki sta lani ob tem času nastopala na tej dirki in z obilico zapletov vendarle prišla do cilja in osvojila 3. mesto. Kako doživljaš tako zgodbo kot avtor, ki ni na lokaciji? Si želiš morda doživeti Cape Epic v živo? Ja, v bistvu je to prvi projekt teh mojih projektov, ki si jih omenil, da nisem bil hkrati še snemalec, oziroma vsaj na prizorišču kot režiser ali pa kot snemalec. Tako da je bilo vse skupaj malce čudno. Dobiti 8 ur materiala v roke in sploh nisem vedel, kaj je gor. Zato je bilo morda še nekoliko več časa potrebnega za montažo, za pač najprej pregled materiala, zato da si prišel na okus, kaj se je pravzaprav tam dogajalo. Vsekakor je pa Cape Epic ena tistih avantur, ki bi si jih želel udeležiti kot snemalec oziroma kot aktiven udeleženec. Za vse, ki jim ni uspelo priti na to premiero, kje bo film še na ogled in seveda kdaj bo spletna premiera? Vidiš, to so pa vprašanja, na katerih moraš predvsem Petra Vesela vprašati, nimam pojma. Trudil pa se bom spraviti film na nacionalno televizijo, upam, da mi bo uspelo in da bo na sporedu v naslednjih mesecih oziroma mogoče že v naslednjem mesecu. Se pravi, Peter je v bistvu producent, ne? Ja, v bistvu je on producent, ja. Producent, glavni igralec, vse eni osebi. Peter, danes je en tak pomemben dan, imaš premiero filma, od daleč si mogel pripotovati na premiero, ne? Čez cesto si moral priti od doma. Sigurno nisem imel časa iti na bicikel. Ne, sem danes naredil 5 ur dol na Primorskem, tako da brez tega pač ne gre, trening treba narediti, je prva stvar. Je pa res, da malo imamo tako srečo, ki jaz danes, da dejansko pride čez cesto na premiero svojega filma, no, v bistvu. Kdaj bomo spoznali tvojo partnerko za letošnjo dirko? Mikela, pač nekaj smo dogovorili, prav, da ne bi prišla v četrtek do mene, petek, in takrat tudi bom pač predstavil tudi njo, no. Ona je bolj v hribih, na mrazu, ne, bo vesela te naši pomladi. Ni, pač ona je samo zimo preživela dejansko na 1700 metrih, ki je učila smučarski tek, tudi bil še smučarska tekačica, ampak tako da en mesec mislim, da v februarju, no, v začetku februarja se je vrnila pa v Bergamo, da lahko tam pač v miru trenira, no. Tako da mislim, da bo se v redu tudi z njo, ne. Koliko kilogramov ima? To te sigurno zanima, ker veš, da je treba partnerko vleči na Cape Epicu. Ne vem koliko kilogramov ima. Edina stvar, ki se bom dogovoril pri Žovni Sport, ki bodo delali dres, je ta, da bodo pač zadnje naredili močnejše šive, no, to pa bomo štimali, no. Na tvojem žepu, ne, to morajo vedeti gledalci. Ja, na mojem žepu, ja, seveda. Ti si gotovo vedno želel posneti film, ne? Ali je to samo nekaj, s čemer sestaviš sponzorsko zgodbo? Ma ne, v bistvu ni, ampak nekako je tu prišla ena taka ideja, da bi šel snemalec zraven enkrat, da vidimo, kaj bo sploh z tega ratalo, nekako sploh nisem mu predstaviti, da se bo zgodba tako odvila, kot se je, da bo tle zraven Tomaž Kovšca prišel tudi, da bo to vse skupaj zmontiral, da bo sam Miha Mohorič te stvari tako dobro posnel in da bo z tega pač nastala taka zgodba, kot je, no. Tako da se mi zdi, da je vse skupaj v redu izpalo, no. Kdaj bomo videli to morda na spletu? Ne vem, tu se še dogovarjamo, kako bomo to izvedeli, pač niti ne vem, koliko glede teh pravic, kaj se sme dati, kaj se ne sme dati. Jaz pač želja je, da bi šel tudi na splet, ne. Samo kdaj, kako, pa še ne vem. Koliko svojih premier takihle, kjer si bil snemalec, si že doživel
v kinu ali rečemo vsaj v kulturnem domu. No? Ja, to je druga. No? Kje si bil že zraven? Kaj ste naredili? Kaj sem delal en kratek film, Geneza, ta gorniški film, domžalski, Cankarjevmu domu, to mi je bila prva. No. In kako si zadovoljen z izdelkom, a je Tomaž v redu zmontiral? Še mogu Tomaža vprašati. Ne, v redu, fajn film, dobro zgodbo naredil. No. Si kaj mu gledal čez ramo pri montaži? Ne, nič, na srečo ne. Me ni pustil zraven. Uroš, sponzor, ki bo v naslednjem filmu o Cape Epicu, kajti Pero gre letos s kultom v Afriko. Ja, tako je. Res je in upamo, da bo dosegel še boljši rezultat kot v preteklih letih. Pa je želja in vaša in njegova, da gre z 29 palčnikom, ki je primeren za tako preizkušnjo, ampak to šele 2013. Ja, prvi korak je bil to, da smo dejansko pričeli sodelovati z temi slovenskimi našimi najboljšimi tekmovalci in naslednji izziv bo izdelati tekmovalno kolo z 29 coli. A mu boste mogoče rekli Cape? To bi bilo lepo ime. Kdo je? Morda. Uroš Breški, sigurno nastopaš kaj v tem filmu, verjetno še nisi uspel preveriti, v kolikih kadrih si. Ne vem, se bom pustil presenetiti. Kakšne skrivnosti priprav na tvoj četrti Cape Epic, ne? Ja, ta četrti Cape Epic, pripravljal sem se, ja, malo drugače kot prejšnje leta, zato ker sem v bistvu konec januarja šele vletel noter kot zamenjava za enega Brazilca in tako da sem se malo bolj na hitro mogel vse skupaj spraviti skupaj in trening in vse, zdaj bomo pa videli, kaj bo, ne? Tvoja ekipa letošnja se imenuje Rasta Team, kakšne rastafarijanske metode treninga mogoče? Ja, Rasta Team, ja, zdaj jaz ne vem, ali to kaj povezavi s rastafarijanci ali ne, ker je to v bistvu brazilska ekipa in če pa je, pa se ni nič slabega na tem, ne. Mogoče kakšni antidoping komisarji bojo pozorni na to ime na štartni listi, ne? Ja, treba biti previden, ker samo ime kar kliče po kontroli. Cilj je bil pač dosegati stopničke v mešanih dvojicah. To nam je pač uspelo, ampak res po milijon problemih lahko rečemo, ampak na koncu je vse srečno končano. Zdaj pa povedal razplet. Kakorkoli že pogledamo se film, potem pa bo Peter še na voljo za vprašanja, kajti morda se vam bodo ponudila kakšna nova vprašanja. Let's race those 27 kilometers. The bike is killing me. The place is changed.